Kaj vas je spodbudilo, da ste se lotili te teme? Kako ste pravzaprav k temu pristopili? Je bilo težko? Ste se tega veselili? Kakšne so bile priprave? Jaz to zdaj že kar lajnam zadnje 3 tedne, da ne bom se preveč ponavljal. Se pravi, 80-ta igram v punk bandu, obkroža me nekako teenager sem in v bistvu vse, kar me zanima, se dogaja na polju alternativne kulture. Tako v vseh segmentih. Ulično gledališče, glasba, literatura, konec koncev, film, video. Vse to in nekako leta 2009, ko sem prišel iz Pariza nazaj v Slovenijo, sem iskal neke nove začetke tukaj in sem se nekako z mislimi vračal v ta 80-ta, ki so me v bistvu oblikovala, vse neke moje vrednote, vse neka moja zanimanja. In takrat sem naletel na zbornik 20 let gejevskega in gejevskega gibanja, ali gejevskega lezbičnega gibanja, ne spomnim se več. In mi je bilo tako silno zanimivo, mi je bilo, kako se je pač LGBT gibanje v bistvu, kako se njegovi začetki prepletajo za slovensko alternativno kulturo v tistem momentu, ampak potem nekako je en drugi projekt prišel, ki sem ga takrat delal in je par stvari, mislim, da par stavkov okrog tega sem si zapisal, vse skupaj sem pa shranil v dokument. Vse veste, tako smo s temi podčrtaji, tako je v bistvu naslov filma ostal. LGBT, podčrtaj slov, podčrtaj 1984. To je bilo pač par stavkov. In je to končalo v mapi Morda kdaj, ki jo imam v računalniku. In potem je toliko in toliko let minil in potem se je približevala pa ta nekako, sem enkrat to mapo odprl, ugotovil, da se približuje 35-letnica prvega Magnusa, se pravi leta 2019, se pravi, to se je moralo dogajati, predvidevam, da 2017, da je po spominu. Sem rekel, ok, 35 let je pa tudi ena doba, v kateri se da res en globlji analitični pregled tega gibanja narediti in v bistvu sem začel malo globje to raziskovati. Takrat nisem niti slutil, koliko globoko bom zabredel v enem momentu. Prva oseba, ki sem jo kontaktiral, je bila Suzana Tratnik, sem mi to malo predstavil, kako bi si to želel narediti. Že takrat sem točno nekako osnovno idejo imel začrtano, torej aktivizem in kultura, dve liniji, ki mene pač osebno nekako v tem gibanju najbolj zanimata. Suzana je bila, ne bom rekel navdušena, je bila zelo suportivna, kako bi temu rekel, ne. In seveda potem sem prišel do Braneta. Brane, kot ga poznate, je bil malo skeptičen na začetku, kdo pa je zdaj ta tip, ker bi to zdaj nekaj, ampak se mi zdi, da sem ga le tako nekako uspel prepričati, da so neki resni nameni od zadaj in tako smo začeli. In potem pač se začne to financiranje filma, ki je pač žal trajalo morda malo predolgo, zamudili smo 35-letnico Magnusa, ni važno, ne, ujeli smo pa sprejetje zakona o istospolnih partnerstvih letos, ne, tako da nekako en krog se je v tem le nekako uspel zaključiti.
Med svojim raziskovalnim delom sem tudi digitaliziral kompletno VHS gradivo lezbične knjižnice, nekaj privatnega arhiva Braneta Mozetiča, nekaj privatnega arhiva Milana Šolinca, cel kup fotografskega, Jasna Klančišar, fotografski material preko Muzeja novejše zgodovine in Inštituta za novejšo zgodovino tudi, se pravi, fotografsko gradivo, pomagaj mi, no, Franka Fidlerja. Mislim, cel kup enega arhiva, vmes smo nekako dobili denar, sem povabil Leo in še nekaj sodelavcev, smo začeli počasi snemati, vmes se je zgodila korona, malo smo snemali, jaz sem vmes že malo ta material nekako pregledoval, zlagal in evo, na kratko, to je to. Mislim, jaz se spomnim pač, ko je Boris me povabil na kavo in me prvič govoril o tem projektu. Sem bila ful navdušena, da se nekdo spravi delati tega pregleda oziroma se mi zdi, se mi je zelo hitro, sem bila zelo entuzijastična, no, da se to naredi. Sem pa bila zelo skeptična glede financiranja in jaz spomnim, da sem takrat imela v glavi, ampak ful stvari pač LGBT ne grejo čez in to, sem bila malo skeptična glede tega. Sem pa bila zelo vesela, da je projekt, da pač da je prišlo do tega, da je zdaj film narejen. Mogoče, če se vrnemo ravno na ta stavek, ne, strah pred tem, da sam projekt ne bi bil financiran. Zdaj tekom samega dokumentarca se omenjata tudi film, recimo Varuh meje, zdaj že 20 let nazaj, lezbični film, ki je bil eksplicitno lezbičen, in pa omenjajo se na primer posledice, ki pa mogoče niso bile tako eksplicitne, oziroma kot vemo, ta film se je v tujini nekako podpisal pod LGBT film, tukaj v Sloveniji pa so večinoma vsi ti kritiki pisali, da gre za mladinski film in je bilo to vsaj do neke mere skrito. Zanima me, kako gledate na to, ali je v Sloveniji malo oziroma še vedno premalo prostora in moči, da bi morda nastajali gejevski in lezbični celovečerci, da bi bilo tega več. Zakaj tega ni več? Ja, mislim, da Brane lepo reče, da zato verjetno, ker so slovenski avtorji in avtorice alergični na LGBT filme. Mislim, da neko tako sintakso on uporabi. Ne vem, zakaj se je, glede na to, ne, da v svetu opažamo pač porast vključevanja LGBTIQ plus tem v filme, da je to v Sloveniji, glede tudi na to, ne, da imamo mi ipak Zapuščino, Hladnika, Duletiča. Težko rečem, zakaj je temu tako, oziroma če poskušam to, kar morda ugotavljam tudi okrog zdaj stvari, ki se dogajajo, bi rekel, okrog tega filma, ne. Mi seveda na eni strani imamo odkrito homofobijo, ne. Jaz v tem trenutku zdaj ugotavljam, da je veliko bolj strašljiva je ta prikrita. Se pravi, ta, ki ignorira, ki namenoma noče, bi rekel, opaziti tega, ki se morda dela, da tega ni, navzven se morda kaže celo kot progresivna.
To sem v bistvu zdaj ugotavljam ob tem filmu, in sem presenečen nad tem. Ja, seveda, saj o tem, mislim, da ne bo zdaj, govorim, avtorji, saj, mislim, kaj, jaz zlahka sebe dam v to, mislim, v mojih igranih filmih LGBT vsebin pač do zdaj ni bilo, ne, mislim, tudi vprašanje, če kdaj bojo, ne vem, ker nimam še napisanih scenarijev za naprej, če je to vprašanje, ne, no, pač ne morem jaz vedeti, zakaj slovenski avtorji in avtorice tega ne delajo, poskušal sem pač zgolj razmišljati o tem, se pravi v smislu širše družbe. Toliko bi jaz imel o tem. Ja, mislim, jaz bom sam dodala to, da pač zakaj se ne delajo več filmov na LGBT tematik, zato ker pač je enostavno zelo težko zauzeti prostor. Jaz mislim, da pač ne manjka kreativa v skupnosti, daleč od tega, tako da pač imam občutek, da to, kar fali, je mogoče bolj interes družbe, ki čim je neka vsebina LGBT, je potem za njih in ni za splošno populacijo. In mislim, da to, dokler ne cis hetero osebe se ne zavedajo, da v bistvu, koliko je pomembno, da vidijo in slišijo tudi zgodbe od drugih oseb, pač bo verjetno ostalo na tak način. Tako, jaz pa bi zdaj še povabila, da mogoče, ker sem videla, da se v publiki že pojavljajo vprašanja, da še vi kaj vprašate. Karkoli, pa naj vas ne bo strah. Lahko dvignete roko ali pa bomo šli kar tako naprej z mikrofonom. Kakšni koktejli? Zelo dobro vprašanje, Miha, hvala. Mislim, da vsi komaj čakamo že mogoče ta trenutek. Ja, nič, potem pa jaz mogoče vprašala, kaj pa je pozitivna izkušnja tega dokumentarnega filma. Zdaj, ko je prišel ven, ko ga lahko vidimo, ko otvarja ta festival, kaj so ti pozitivni občutki, kaj je prineslo vama in mogoče tudi na splošno? Meni je prinesl veliko, mislim, jaz sem izjemno vesela, da sem lahko delala na ta projekt, ker sem del skupnosti, ker sem snemalka in ker se je to skombiniralo in se mi je zdel res redko kdaj sem imela take občutek v neki projekti, da pač projekt govori o meni tudi in mislim, da pač ne bom dovolj podarila, koliko je pomemben korak ta dokumentarc v Sloveniji. Mislim, da najbolj pozitiven je pa, da odpre poti za neki drugi dokumentarci mogoče ali pa neki druge stvari. Res vidim to kot nekaj, ki odpre prostor. Ja, jaz bi v bistvu rad povedal tole. Meni v bistvu zelo mi imponira in kot avtorju mi zelo laska, da Jasmina Šepetavc v svojem tekstu zapiše, da je to ključni, temeljni dokument slovenskega LGBT gibanja, ampak rad bi poudaril, da je to res pač en avtorski pregled, da je zgodovina LGBT gibanja mnogo bolj bogata, kot sem jo jaz uspel prikazati v 90 minutah, da je pač tukaj še mnogo enih osebnih zgodb, mnogo enih
mnogo enih dogodkov, ampak mislim, moje zadovoljstvo je neizmerno, zato ker pa se mi le zdi, da se pravi, čeprav v eni taki, bi rekel, zaprti obliki, da bo ta film pač ostal kot en dokument enega časa. Seveda obstajajo zborniki in tako naprej, film pač ima to prednost, da govori v teh gibljivih slikah, da prikazuje neke dogodke, dejansko posnete, fotografirane, opisane in tako naprej. Tako da, kaj naj rečem, jaz sem zelo ponosen, da sem prispeval to delo k temu gibanju, tako da upam, da niste preveč jezni na mene, ker sem ga tako oblikoval, no, to bi rekel. Mislim, da smo počasi prišli k koncu, zato bi se vsem skupaj zahvalila. Če ima kdo še kakšno vprašanje, tole last chance. Ok, 1, 2, 3, nihče se ne javi. Tako da dajmo zdaj to pot filmu in kot smo povedali že prej, naj bo to nek spomenik in naj bo dokument, da se je potrebno vedno boriti in da moramo biti še naprej pogumni. Tako, zdaj pa srečno pot festivalu in filmu in pa koktejli. Boste poskušali ugotoviti, kaj je notri, ne? Hvala za pogovor. Hvala.